Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Vojska ni najprej orožje, strateški dokumenti ali obrambni izdatki. Vojska se pokaže takrat, ko je pripadnica ali pripadnik na terenu utrujen, pod pritiskom in pa v kakšnih negotovih razmerah, pa mora kljub temu delovati usklajeno in sinhrono s svojo enoto. Prav zato pa so vprašanja o poveljevanju, zaupanju in odgovornosti konkretna varnostna vprašanja in ne le teorija, ki jo preberemo na papirju. O tem bom danes govorila z načelnikom generalštaba Slovenske vojske, generalmajorjem Boštjanom Močnikom, ki je ravno svojo poklicno pot posvetil temu sistemu. Od poveljevanja na terenu pa vse do najvišje vojaške funkcije v Slovenski vojski. Načelnik, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Kako ste? Lep pozdrav, hvala. Ste dobro? Seveda. V teh negotovih časih. V redu. Kole bova začela. Pred čini, funkcijami in poveljevanju je vedno nek sistem formacije. Se pravi, kako se posameznik nauči odgovornosti, kako deluje v kolektivu in seveda kako vztraja tudi takrat, ko je najhuje. Pri vas bi morda rekla, da je bil en del te formacije morda tudi šport. Namreč v mladosti ste trenirali rokomet. Je mogoče kaj takega, kar ste se takrat naučili in ste potem sedaj neposredno lahko prenesli v vašo vojaško kariero? Ja, sigurno lahko temu potrdim. Saj na vse zadnje igranje nekega inštrumenta, ki je zahtevno kot tudi biti športnik ali na amaterski ravni ali pa delno polprofesionalni ali pa profesionalni, seveda zahteva marsikaj. Med drugim odrekanje, disciplino, potem pravilno razumevanje časa in pa v mojem primeru, ker sem igral pač rokomet, ki je seveda kolektivni šport, pomeni tudi razumevanje samega sebe znotraj ekipe, znotraj kolektiva. Obstaja sigurno velika razlika, ali si ti športnik, dajmo reči ultramaratonec, kjer se predvsem biješ bitko samim seboj, ali pa kolektivni športnik, ne vem, rokometaš, košarkaš, nogometaš. Tako da ta del mojega življenja sigurno na nek način izoblikoval, ker so to pač bila rosna leta v odraščanju in to je definitivno vplivalo, da je potrebno ne samo krepko delati, v tem primeru trenirati, ampak tudi poslušati. Poslušati tako trenerja, ki je to vodil, oziroma trenerje skozi mojo kariero in pa kolektiv moje kolege iz tistih časov, soigralce. Ste dolgo trenirali? Ja, več kot 10 let. Zanimiva zgodba je bila, da prihajam seveda iz majhnega kraja, iz Radeč, tako da v takratnem času smo mi ne bili ravno popolnoma v vrhu, ampak v starostni kategoriji 16-17 let. Smo bili pa zadnji republiški prvaki takrat v bivši državi, v Sloveniji, potem šli tudi na zadnje državno prvenstvo v Vojvodino, Titov Vrbas. Še bolj zanimivo je pa to, da smo v letu, ki je sledilo, mislim, da je bilo to leto potem 91, mislim, da je bil avgust, smo šli na klubsko svetovno prvenstvo v Italijo, klubsko, ne reprezentančno, pa klubsko, 64 ekip iz celega sveta in smo postali takrat svetovni prvaki. In potem je bila pri mojih 16-17 letih doma odločitev, ali iti primarno v šport ali pa v šolo, tako da na koncu je oče odločil, da se bom držal šole. Zdaj, če je bila takrat odločitev malo drugačna, verjetno danes ne bi sedel tu. Verjetno, da ne. Res je, drži. Tudi bivši načelnik je treniral rokomet. Res, samo on je gole sprejemal, jaz sem jih pa dajal. Ja, ta razlika. Ja. Kaj pa potem kasneje za študij obramboslovja? Kako se pa prišli potem do tega, recimo, da ste se odločili? Ja, glede na to, da je oče bil tehničen tip, je mene tudi pot ta vodila potem na srednjo tehniško šolo v Celje, tako da sem končal srednjo šolo in postal strojni tehnik. Potem ja, nekako v zadnjem 4. letniku je pa treba razumeti, da je takrat bil pridih osamosvojitvene vojne zelo velik in sem se jaz pač namensko odločil za študij obramboslovja. In seveda tudi ta 4 leta se zelo hitro odvila. Meni kvaliteten študij takrat bil zanimiv.
In na neki točki, mislim, da to je bil 3. letnik študija, je takrat Ministrstvo za obrambo dajalo možnost podpisa štipendij in jaz sem takrat se za to popolnoma suvereno odločil, ob zavedanju, da je skoraj sigurno sem bil prepričan, da ne bom iskal službe v civilnem delu. Takrat ministrstva, taka je bila moja odločitev, ampak seveda bom šel pač v Slovensko vojsko. Vojaški poklic pa dejansko tudi ni samo poklic posameznika, je nekako tudi celotne družine. Verjetno je to, bom rekla, nek tak skupen projekt. Ja, jaz mislim, da ne samo moja kariera, ampak verjetno od glavnine ljudi, ki danes delajo v Slovenski vojski, smo mi verjetno predvsem v obdobju od leta 2003 naprej, ko smo šli na to pot poklicne vojske, je moja ocena, da mi vsi in naše družine živimo neko primerljivo družinsko življenje, tako kot v nekih drugih državah, kjer imajo tudi seveda oborožene sile. Navadno družine dajo nek pečat trdnosti pa stabilnosti. Zdaj v mojem primeru se je pa zgodilo to, da na tej poti so se zgodili še 3 otroci, ki so danes seveda že odrasli, stari 20, 23 pa 26 let. Tako da zdaj, ko pogledam za nazaj, meni je osebno tudi pomagalo, da je tašča bila celo mojo kariero od mene stran samo 100 metrov. Aha. Tako da s tem nisem imel problema, zato ker na vse zadnje. Nekdo me nekoč vprašal, čem je res največja razlika biti v uniformi ali pa delati nekaj drugega, kot karkoli drugega v življenju. In je verjetno je ena od največjih razlik v tem, o tej odsotnosti, ki je lahko pogojena z različnimi razlogi. Zdaj pa tukaj lahko naštevamo ali govorimo, ko gre skozi kariero v primeru častnika od poveljnika voda, od prve dolžnosti, pa potem leta se preobrne v desetletja, od terenskega usposabljanja ali doma ali pa v tujini, potem o odhodih na mednarodne operacije in misije, ali pa navsezadnje od šolanih v tujini, v mojem primeru, ker veliko šolanja teh bilo, ali pa opravljanja nalog v mednarodni strukturi Slovenske vojske po različnih koncih sveta znotraj zavezništva. Če sem tudi prav prebrala, boste postali dedek? Ja, to bo pa zdaj letos, čez 4 mesece. To bo odlično, to bo tudi eno novo veselje, novo življenje, prinese novo energijo tudi v vso okolico. Kaj pa potem, če greva mogoče zdaj naprej na vašo kariero. Vi ste v bistvu, vaša karierna pot je bila nekako pogojena s tem, da ste postopoma prevzemali neko odgovornost od nekega operativnega vodenja ljudi pa na terenu do strateškega vodenja na najvišji ravni. Kaj pa ste se morda kot poveljnik voda ali čete naučili, kar bom rekla kasneje, kot na višjih ravneh, recimo ne bi več tega mogli se naučiti? Ja, predvsem se naučiš razumeti, kaj pomeni biti vojak. To razumevanje, kako vojske funkcionira, ne samo pri nas, ampak tudi drugje po svetu, če želite. Si jo častnik zgradi skozi kariero v obdobju, jaz temu rečem, tako imenovanih mladih častniških činov ali pa nižjih častniških činov, v našem primeru poročnika, nadporočnika in pa stotnika, ker je tvoja ta dnevna vpetost poveljevanja ali najnižji taktični ravni vodo ali pa potem četi najbolj izgrajena. Seveda ti na tej poti se učiš, dozorevaš. Ni popolnoma enostavno priditi v mojem primeru pri rosnih 23-24 letih pred 30 ljudi. Tudi danes to ni lahko, ali pa mogoče malce kasneje, kar je seveda lažje, ko si poveljnik čete, ko imaš za seboj že lepo število let v vojski, ko povelijaš četi, ki ima sestavo od 100 do 150 ljudi. Naučiš se nekih do nekih klasičnih ugotovitev prideš, ki pa so v bistvu zelo enostavna. To je, da dejansko v vojski je tako, da posameznik kot tak je seveda pomemben, ampak šteje pač kolektiv. Recimo druga taka ugotovitev je, da vojska kot institucija te seveda pelje po poti spoznanja, da se je treba, jaz temu rečem, predati ciljem institucije. In pa tisto, kar sem na začetku omenil, vojska je definitivno kolektivni šport.
A veste, drugače, ali ti upravljaš neko delo, kakršnokoli, 8 ur, kjerkoli in potem greš domov. Ne? Posem nekaj drugega je, ko ti pa preživiš z enako ekipo ljudi dneve in tedne, lahko tudi mesece, ne? Na isti lokaciji, na isti nalogi. In je to treba vse to preživeti. In pa seveda ob tej poti se učiš tudi samega procesa vodenja. Ne? Vodenje ljudi ima zelo veliko definicij. Ena od meni ljubih je ta, ki govori, da je vodenje v bistvu proces, ker tisti, ki je voden, stori tisto, kar si v bistvu malce ne želi narediti, pa mora kljub temu storiti. Ne? In zdaj naloga vodje pri tej definiciji je pa, da do tega pač pride. Ne? Biti zdaj pa v uniformi obremenjen fizično in pa seveda pod nekim psihičnim pritiskom, ni to enako kot biti na morju, ne? In gledati, kako valovi bučijo. Meni to obdobje moje kariere, se jaz spomnim z ogromno lepimi spomini, ogromno dobrih, odličnih ljudi, sem imel možnost voditi in drugega smo podpirali, tako da zelo, zelo lepi spomini. Bili ste tudi na mednarodnih misijah, ne? V EUFOR v Bosni, potem bili ste 2-krat v Afganistanu in pa tudi na Kosovu KFOR. Kaj pa imate recimo izkušnje, ki so vam dale mednarodne misije, ki ste jih morda verjetno kasneje tudi prenesli med svojo ekipo? Ja, prva ugotovitev, kar se tiče mojih 4 misij, je ta, da se mi kot Slovenska vojska kot institucija smo skozi ta leta zadržali res zelo resen pristop priprav. Ne? Zdaj jaz tega vpogleda seveda nisem imel pred 21 leti, ko sem se prvič napotoval. Takrat sem bil v vlogi poveljnika izvidniške čete, vedel sem, kakšne bodo naloge, ampak ko zdaj gledam nazaj, že takrat smo se resno v detajle pripravljali. To je enako ostalo skozi ta leta do danes, tudi moji kasnejši odhodi. Jaz sem bil v Afganistanu skoraj 2 leti skupaj na 2 misijah, neka druga zgodba, malce drugačna specifika. Ali pa potem večji kontingent, mislim, da je bilo nas skoraj 350 v KFOR-ju na Kosovu. Ne? Dobre izkušnje, drugačno življenje kot doma. Ne? Sreča se tudi z drugimi, ljudje tudi drugače funkcionirajo. Kot poveljnik nisi izključno poveljnik, ne, če zdaj poskušam razložiti, da je moje razumevanje poveljnika, v bistvu poveljnik je biti zelo lahko, ne? Težje je biti pa dober vodja. Ne? To je ta distinkcija, ker si jaz prvo mogoče malce razlagam na nek svojsten način, da temelji predvsem na argumentu moči, ki ti ga da čin. Ne? Biti dober vodja je pa to, da takrat, ki je najtežje in ko je res težko, ti veš in da se potem pa to zgodi, da gredo ljudje za teboj. Zdaj, jaz sem to ne samo na misijah, tudi doma doživel. Kljub temu, da sem vedno na prvo mesto pač postavil izvedbo naloge. Ne? Ker tukaj pride do neke kolizije med, temu rečemo, med socialno pa profesionalno kohezijo, ampak ne bi zdaj v detajle zahajal. Ja, vsekakor. Je drugačen način življenja in tudi, ko greste na misijo v drugo okolje, je tudi se treba prilagoditi okolju, v katerega greste, seveda. Ja, največja razlika, mi, ki oblečemo uniformo, smo tako kot vsi ostali, ljudje. Ne? Tako. Neko povprečje družbe, kar pomeni, da doma puščamo družine, družinske probleme, ne? Otroke v celotnem diapazonu let, od novorojencev do nosečih žena, če želite, pa do, ne vem, tudi vnukov, če želite. Ne? Vse to je treba preživeti, tako da ja, radi rečemo, pa nažalost ne povemo dovolj pogosto, pa dovolj na glas. Ne? Vojaške družine so nek temelj trdnega posameznika ali pa pripadnika ali pa pripadnice v uniformi. Ne, pri nas vse posod je tako. Prej ste omenili na kratko tudi vodenje. Kaj pa mentorstvo mlajšim pripadnicam in pripadnikom? Kako pomembno je, da prenesete izkušnje, se pravi izkušnje, prenos znanja na mlajše, na kaj jih pripravite? Ja, zdaj, v osnovi je že vojska kot organizacija tako postavljena, ne? Pa bom dal samo en primer. Ne? Se pravi, mlad človek, častnik ali častnica, ko zaključi šolo za častnike,
je prerazporejen v neko enoto in je poveljnica voda. Ne. Zdaj, v sami strukturi institucija poskrbi, da ima ob sebi takoj nekega obrtnega mentorja, bomo temu rekli. To so vodni podčasniki, ki so v sistemu že več let, povprečje tam nekje od 9 do 12 let imajo izkušenj, ali pa še malenkost več, seže tja do 15 let izkušenj biti v uniformi, prednostno na dolžnosti vodnega podčasnika. Se pravi, mlad časnik ima takoj ob sebi v istem kolektivu nekoga, sicer ni časnik, ker je on edini, ki ga lahko mentorira. Drugače gre pa mentorstvo v bistvu vojski zelo enostavno, ne? Od višjega čina navzdol. Se pravi, poveljnik čete mentorira svoje 3 ali pa 4 poveljnike vodov. Potem je pa tukaj dvonivojska odgovornost, ki jo imamo mi tudi zapisano nekje, ker 2 nivoja više časnik neposredno skrbi za 2 nivoja nižje. Kar pomeni, poveljnik bataljona, ki ima za sabo izkušen, se pravi časnik, poveljnik bataljona ima za sabo izkušen v povprečju, bova rekla, ne vem, od 15 do 18, 19 let. Pri recimo 40-45 letih je pa neposredno odgovoren za 2 nivoja nižje v bataljonu, kar pomeni zavodni nivo. To je začetni nivo mladega časnika pa mlade časnice. Ne. Tako da proces in pa pogoji za to mentoriranje so postavljeni. Drugače pa obstaja ena zelo dobra anekdota, ne, ki govori nekako takole. Ne. Nekoč sta bila skupaj v vojaški šoli 2 mlada nadobudna, ki sta potem postala poročnika. In po 30 letih, 35 letih sta se srečala, oba dva sta pa takrat bila seveda generala. In prvi general takrat vpraša drugega, kako je bilo pa skozi tvojo kariero. In drugi odgovori, zame so pa za celo življenje skrbeli. Vedno sem imel dobre mentorje, vsi so skrbeli za moj razvoj in vsako leto sem mogel prebrati 4 knjige. Ne? In potem vrne vprašanje, kako je bilo pa pri tebi? Pa pravi, zame pa ni nihče nič kaj dobro skrbel, ne? Tudi mi ni bilo treba nobenih knjig brati. Ne? In zdaj vprašanje je, kdo je boljši general po 35 letih. Ne? In odgovor je jasen. Odgovor je jasen, da je tisti, ki je bral. Tako. In bil mentoriran. Tako, zagotovo. Kako pa se jih pripravlja, bom rekla, da se gradi samozavest, odpornost, psihofizična stabilnost, da so pripravljeni potem tudi na mednarodne misije oziroma na kakršnekoli krize, ki se lahko dogodijo? Ja, predvsem skozi, jaz temu rečem, realističen vsakdanjik. Osnovni pogoj, če želiš v stresnih situacijah ostati priseben. In ko razumeš, ko so ti zaupani ljudje, seveda zelo hitro ugotoviš, da pogoj, da boš ti te ljudi dobro vodil in jih z namero, da jih pripelješ čez nek scenarij vse žive in zdrave nazaj. Ne. Osnovni predpogoj je lastno dojemanje, da je to na prvem mestu takoj fizična pripravljenost. Ne. Zakaj? Zato, ker seveda dobre knjige govorijo, da obstaja neposredna korelacija med fizično pripravljenostjo v fizičnem smislu telesa in pa psihično stabilnostjo. Ne. Se pravi, prehitra utrujenost, izčrpanost in tako naprej v fizičnem smislu pomeni psihološki padec, ne, možgani začnejo popolnoma drugače funkcionirati. Zdaj treba je razumeti, da te procesi so spodbujeni tudi iz stranskih dejavnikov. Zdaj govorim pa o efektu zunanjega stresa. Ne. Vse to in še marsikaj drugega vpliva na posameznika. Ne. Verjetno tudi kakšno, bom rekla, osebno življenje, vsakodnevne težave, ki jih nosijo tudi na koncu koncev v službo, tako kot jih verjetno vsi. Zdaj, to pride recimo najbolj do izraza po mojih izkušnjah ne toliko doma v Sloveniji, pri vsakodnevnem delu, ko se iz vojašnic pač mi vsi vračamo domov. Ne. To pride bolj do izraza, ko si odtojen od družine, ne. Ker neka malenkost, ki si jo mogoče ti doma še obvladoval, tako ali drugače, ne. Potem tam to lahko malce preraste. Ne. Zdaj, en zelo dober predlog, ki jih damo vseh teh kolektivih skozi leta, ko odidejo v tujino na različne naloge, je, da se pač morajo doma iskreno pogovoriti. In eden od iskrenih razgovorov je, da pač nekdo, ki je od doma oddaljen 3 ali pa 5000 km, ti ne moreš reševati ali pa še manj rešiti nekih stvari doma. Ne. Zdaj, zgodbe naše so različne, eni imajo širšo, eni malce manjšo, vsega imamo, celotno mavrico, ne, podpore širše družine in tako naprej. Ne.
Obstajajo tudi neke izjemne okoliščine, ki se lahko zgodijo doma, znotraj družine. Potem mi kot institucija to odreagiramo, temu prisluhnemo, pošljemo za par dni človeka domov. Dogajajo se pa vse stvari. Rojevajo se otroci, dogajajo se smrti v ožji družini ali pa resne bolezni pri partnerjih in tako naprej. Tako da tukaj jaz mislim, da smo mi kot organizacija vseh teh letih znali prisluhniti in tako bo tudi v prihodnje, sigurno. Morda bi se tukaj navezala še na mlade in pa morda tudi na naborništvo. Namreč v Sloveniji, vemo, to se je zaključilo iz leta 2003 na 2004, v Evropi pa nekako poznamo 3 sisteme. Države, ki naborništva nikoli niso opustile, potem so države, ki so dejansko uvedle neke nove selektivne oblike naborništva in pa tudi države, ki krepijo nekako sploh druge oblike pripravljenosti. Se mi zdi pa, da je rdeča nit pri vseh teh državah ta, da je pomembno to, da se išče več rezerve in pa seveda, da se poskrbi za hitrejšo mobilizacijo. Kaj menite? Kako bi v Sloveniji, če bi bilo možno prenesti kakšno izmed teh evropskih oblik tudi v slovenski prostor, oziroma je kakšen govor okoli tega, da bi morda se uvedlo neko prilagojeno naborništvo? Ja, trenutni sistem, ki ga imamo mi danes, v letu 2026, je tak, kot smo v njega vstopili v letu 2004. Za razliko v tem, da je v zadnjih 3-4, lahko rečemo 5 letih, ta letni priliv prostovoljnega služenja vojaškega roka pač večji. Se pravi, sprejeli so se določeni ukrepi, po moji ceni pozitivni, ki naslavljajo in zdaj dokazujejo, da so te številke popolnoma drugačne, kot recimo, če gre pogled letno kvoto priliva prostovoljnega služenja vojaškega roka, recimo vzajemo leto 2015 ali pa 2016. Jaz trdim, da je razmerje, približno 1:8. Približno. Se pravi, ta sistem je danes prišel do neke točke, kjer lahko rečemo, da v državi mi v Slovensko vojsko kot prostovoljne rezerviste privabimo tu nekje med 330 do 380 mladih. Zdaj, če gremo gledati, zakaj in pa kako se to danes dogaja znotraj zavezniških držav v Evropi, ste pravilno ugotovili, imamo pač neke 3 vidike. Zakaj je odgovor sigurno kot odziv družb in pa potem seveda v vseh državah je to, v vsaki državi je to na koncu politična odločitev. Kakšno obliko novačenja bo neka država si pač zbrala. Zakaj se je to zgodilo? Ja, enostavno se je to zgodilo zato, ker se je zgodil Krim leta 2014 in ker se je zgodil neposreden napad na Ukrajino v letu 2022. Države po Evropi so se tega lotile različno. Imamo prvi sklop, tako kot ste sama omenila, tukaj noter mislim, da imamo ta trenutek v zavezništvu, mi imamo 8 držav, temu se zdaj priključuje 9. država, ki je Hrvaška, zadnja. Se pravi, teh 8 držav pa govorimo o skandinavskih državah, pa o državah Beneluxa in pa še 2. To so države, ki pač tega niso opustile, razen Švedska, mislim, da za neko krajše obdobje 7 let in imajo danes rezervno sestavo. Govorim v tem primeru, kot primer lahko dam recimo Finsko, zgrajeno. Zakaj? Zato, ker jo gradi 80 let. Od konca druge svetovne vojne. Se pravi, mislim, da je Finska 5-6 milijonska država, več 100.000 rezervne sestave lahko upokličijo. Zaradi nekih razlogov, ki izhajajo iz posledic druge svetovne vojne. Zdaj imamo neke države, ki so zdaj v zadnjem obdobju se na to odzvale. Eno od teh je recimo Republika Hrvaška, ki bo pač z marcem uvedla temeljno vojaško usposabljanje, za katerega bodo za razliko od našega naborniškega, tudi jaz sem bil nabornik v Sloveniji, ga bodo izvedle preko tudi nekega finančnega stimulusa. To je bilo jasno v medijih zapisano, koliko bo vsak pripadnik za to dobil za obdobje, mislim, da 8 tednov. Pa do nekega, jaz temu rečem, kombiniranega modela, tako kot ga je napovedala Zvezna republika Nemčija, kjer gre nekako takole, da so v strateških dokumentih jasno opredelili, kakšen je pričakovan oziroma pričakovan letni priliv mladih v nemško vojsko. Mislim, da govorijo o številki 20.000. In zdaj v njihovem sistemu, njihova metoda pa govori o tem,
če prostovoljcev, da se pridružijo oboroženih silam, ne bo 20,000, bodo šli po poti, jaz ga razumem kot nek selektiven nabor iz koncepta letne kvote ljudi, ki bi lahko pač služili v nemški vojski. Ne? Nekaj podobnega, ni enako, ampak nekaj podobnega se razumem, da ima tudi Švedska. Švedska ima kombiniran sistem, se pravi stalno sestavo in pa tudi neko obliko služenja. Je pa zanimivo, da v te letne kohorte upoklicanih, ki je tam med 100 do 105 tisoč mladih, jih oni upokličajo vsako leto od 5 do 8 tisoč, ampak selektivno. Selektivno pa predvsem glede na to, kakšen profil mladih potrebujejo, glede na fazo razvoja oboroženih sil, kakšen tip tehnike prihaja in tako naprej. Ne. Zdaj, v hrvaškem primeru je to 8 tednov, v švedskem primeru je to neka drugo razumevanje, to neko obdobje, ki je daljše, za vojaka od 9 mesecev pa do rezervnega častnika 15 mesecev. So pa v njihovem primeru, tej mladi, v njihovem primeru, suvereni v vseh postopkih, suvereni delovati na vseh oborožitvenih sistemih in tako naprej. Ne. In po njihovem modelu si država to zgradi in seveda za razliko od našega slovenskega sistema do leta 2004 je tu ne gre za nikakršno disproporc glede na spol. Ne. To je, spol je v njihovem primeru irelevantno. Moški, ženska, mislim, mladi fanti in dekleta, nobene razlike. Malce drugače na Finskem in tako naprej. Se pravi, vsaka država se tega loti na nek svojstven način, glede na svoje razumevanje, kaj je optimalno in ja, verjamem, da bomo verjetno tudi mi naši državi se zna zgodi, da bo ta tema naslovljena. Se pravi, ali ostajamo na tem, kar imamo. Če ostajamo na tem, kar imamo, bi si jaz seveda želel, da bi ta letna kvota prostovoljcev bila še večja. Ne? Še večja. Pa imate približno tako kakšno številko v mislih? Tako realno bom rekla zdaj. Ja, kaj naj rečem, ne? Kakršnokoli številko bi rekel, bi lahko rekel več ali pa manj. Ne? Da se pa to povedati drugače. Ne? V zadnjih 20 letih je se pač povprečna starost slovenski vojski pač šla navzgor. Moja četa izpred 20, 21 let, 23 let zdaj je bila, če se prav dobro spomnim, ker vem, da sem jaz to takrat malo preračunaval pri sebi, mislim, da smo bili stari na 27 let pa pol. Ne? Danes je to v povprečju tu nekje 10% več. Ne? Priliv skozi zadnja leta je bil priliv kadrov slovensko vojsko, ki je doživel vrh, mislim, da leta 2011, pa je tam nekako držal do 2013, potem pa v naslednjih 8-9 letih to pač številčno stanje padalo zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov. Ne. Ampak če ste prej vprašali, kakšna je pa ta prava številka, ne. Prava številka je ko se sreča ta potreba in pa neka realna ocena med rezervno sestavo in pa med stalno sestavo. Trenutno imamo napisano v strateških dokumentih, da je to mirnodobna sestava, kar govori stalna sestava in pa prostovoljna pogodbena rezerva do 10,000. In resolucija pa naslavlja številko 40,000, se pravi je še 30,000 prostora. Ja, še kar nekaj. No? Ja. Ta 40,000 je kar visoka številka. Ja, če bi jo primerjal z nekaterimi drugimi državami. Takrat ne, ja. To morda potem ne. Ja. Kaj pa mladi imajo možnost se tudi udeležiti taborov Mors in mladi? Se pravi, ko pride, bom rekla, v njihovih dijaških letih, če temu lahko tako rečem, prvi stik nekako z vojsko. Kako pa je s temi tabori? Je dosti teh mladih dijakov, dijakinj, ki se jih udeležujejo vsako leto? Ja, jaz mislim, da lahko treba biti iskren. Ta iskrenost pa govori o tem, da smo mi verjetno na limitu bili v zadnjih 2 letih. Se pravi, v limitu na načinu izvedbe in pa kolikrat smo to izvedli. Ne? Se pravi, številke so nas v pozitivnem smislu presenetile. Ne? Mislim, da je v lanskem letu se udeležilo vseh teh aktivnostih preko 1100 mladih. Ne? Jaz se ne spomnim v zadnjih 15 letih, kdaj bi slovenska vojska bila izpostavljena
popolnitev v roku 2 dni za 1100 ljudi. Ja, to je. Se pravi, nekoga iz civilnega okolja v kavbojkah ali pa v kratkih hlačih v prvem tednu julija, pa potem že to samo izve 1100 ljudi. Ne. Ja, to zanimanje mladih je meni seveda po eni strani ne samo zanimivo, ampak tudi razumljivo, zakaj je do tega prišlo. Ne. Verjetno zaradi tega, ker je to, kar ponujamo mi, nekaj unikatnega, ne samo zato, da mlad človek obleče uniformo, ampak sigurno unikatno to, ker poznam odzive mladih, tako kot tudi njihovih staršev. Poznam odziv. Zdaj, odziv mladih je, da v današnji družbi se pač skozi zadnji 2 desetletji se je verjetno ne samo nam, tudi druge, se nam je prikazal nek ta, kako bomo rekli, način življenja, ki je drugačen kot skozi desetletja nazaj. Individualizem, borba na vsakem koraku skozi vse faze življenja. Ne. Potem tudi, ker se nam je blagostanje v zadnjih 30 letih močno popravilo, ne. Že mogoče malce dišimo po hedonističnem pogledu na svet. In potem s temi ponavljajočimi iz leta v leto tabori za mlade smo pa mi, verjamem, da za marsikoga od njih, zdaj jaz teh podatkov nažalost nimam, ampak verjamem, da za večino od njih verjetno so te mladi ljudje prvič doživeli v svojem življenju nekaj drugačnega, ali pa dajmo reči popolnoma drugačnega. Ne? Ker moja ocena je, če ti danes si mlad človek in tako kot sva začela na začetku, ne, če ti ne poznaš samega sebe skozi nek resen kolektivni šport, ne, potem ti dejansko nimaš nekih možnosti spoznati, kako pa to teče pod nekimi pogoji, ko si obkrožen s 5, 10 ali pa 30 sovrstniki. Ne. Se pravi, nekaj, kar jaz temu rečem, kar je izven šolskega razreda. Ne. To poznajo vsi mladi. Ne. Izven tega pa bistveno manjša količina mladih ljudi. Ne. Zdaj, mi smo seveda se temu prilagodili, to naslovili, tako za mlade, ki hodijo v srednjo šolo do 18 let, kot tudi za polnoletne. Odziv staršev je pa še bolj zanimiv. Ne. Jaz res ne poznam nobenega od staršev in sem v zadnjih 5 letih vedno izkoristil priložnost in šel potem ob koncu teh taborov ali pa tudi prostovoljnega služenja vojaškega roka. Ne, se pogovarjati in poslušati starše teh mladih ljudi. Kaj pravijo starši? In odziv je vedno enak. Odziv je vedno enak, da nekako takole gre, da zdaj govorim najprej o prostovoljnem služenju, ki traja pač skozi faze, ampak v celotnem trajanju 13 tednov. Ne. Odziv je enak in sicer, da je v bistvu najtežje v psihičnem smislu kot v fizičnem, to je prvo, ne, ker naš namen ni nekoga lahko fizično zlomiš ali v športu ali pa v vojski v 3 dneh, ampak ni poanta o tem. Ne. Seveda je poanta, da to prilagodiš in da lepo skozi tedne to počasi doziraš. In v fizičnem smislu je ta mlad človek drugačen po 13 tednih, kot seveda prvi dan. Najbolj zanimiv je ta psihičen del. Ne. Ta psihični del je pa težji in traja po moji oceni tam nekje prve 2 tedna. In zdaj so zopet oscilacija v levo ali pa v desno smer. Imaš pripadnike in pa pripadnice mlade ljudi, ki se temu zelo hitro prilagodijo ali pa lažje, ali pa nekatere, ki se temu malce težje prilagodijo. Ampak teh 14 dni, kdor v bistvu v psihičnem smislu splava, ne, to pa pomeni, da si se pripravljen podvršiti in sprejeti popolnoma drugačen vsakdanjik, ne, za neko popolnoma drugačno rutino in pa drugačnim doživetjem tega dne. Ne. Ja, tukaj pridejo v ospredje ene stvari, ki jih mladi niso navajeni. Te, ki pa to vztrajajo in pa dokažejo, je moja ocena, da jim to pomaga. Postanejo bolj trdni, bolj samozavestni, psihično bolj stabilni. Odziv staršev pa je, da ene stvari, ki doma mogoče niso bile razumljive toliko časa, potem ta mlad človek jih stori pač sam, brez, ne, se pravi, tudi enormno se dvigne ne samo razumevanja, da je treba delovati na osnovi discipline, ko je kolektiv, ne, ker boljšega načina dela, ko je večja skupina ljudi, kot je disciplina, na svetu je še nihče ni najdel boljše variante kot neko disciplino. Ne? Ampak te mladi po tem obdobju, predvsem zdaj govorimo o prostovoljnem služenju vojaškega roka,
prideš še do ker višji nivo discipline je pa seveda samodisciplina. Ko boš ti določene stvari izvajal, tudi ko nekdo, ki je v vlogi supervizorja, ni tam zraven. Ne? Neke stvari začneš pač početi. Za te mlade, ki so pa na teh taborih, mladoletni in pa polnoletni, trajanju enega tedna ali pa 14 dni, je pa to tudi definitivna pozitivna izkušnja. Imamo celo na teh taborih mlade, ki pride tudi drugič. Se pravi, ni tega veliko, ampak tudi ta vzorec obstaja. In seveda tej tabori obstajajo neke povezave, ker mi te podatke pač seveda gledamo. Ne? Obstaja neka povezava med se pravi biti nekoč v preteklosti na taboru, potem pa ali mogoče priti v stalno sestavo Slovenske vojske oziroma iti na temeljno vojaško usposabljanje teh 13 tednov. Ne? Tako, in tam se tudi mladi, se pravi, prvič soočijo, res, kot ste omenili, z redom, z disciplino in tudi verjetno s pomenom varnosti. Kaj to sploh pomeni, varnost? Da morajo tudi poskrbeti ne samo zase, ampak za celotno enoto, v kateri bi se recimo enkrat znašli. Ja, zdaj, če jaz pogledam moj primer, ne, in rečem recimo pred dobrimi 35 leti, ne, v takratnem izobraževalnem sistemu, v tem procesu mojega izobraževanja je bilo nekaj malega. Ne. Jaz se spomnim tako še v osnovni šoli, pa nekaj malega, čist malega v srednji šoli, tam samo za nek občutek. Smo se mi mladi v takratnem obdobju, tistih časih s tem pač srečevali. Zdaj, jaz ne bom rekel, da je to popolnoma odrinjeno iz izobraževalnega kurikuluma osnovnih šol pa srednjih šol. Ni, ne, zato ker mi kot institucija zdaj, dajmo reči, ponudimo roko, ne, vsaj skozi ta vidik, da se želimo ali na takšen ali na drugačen način predstaviti. Je pa res, da moja ocena je, da varnost kot vrednota v družbi, ne, si je treba priznati, je nažalost izginila v zadnjih 30 letih iz izobraževalnega procesa. Posledično pa to pomeni, da smo mi verjetno v družbi, ne, in to je eno od tistih, se pravi, eno od večjih tveganj v družbi je, da dlje kot je obdobje miru, se pravi, seveda, to je tako želja, ne, da je po večnem miru, če se temu tako lahko izražim. Ne, ampak večje, ko je obdobje miru in pa blagostanja v družbi, ne, večja obstaja nevarnost v tej isti družbi, da se bo to dojemanje varnosti pa pomena kot takega pač razvodenelo, se temu tako reče. Pa se ne zavedamo. Kar pa v bistvu ni dobro, da do tega pride. Ne? Ker če posameznik na osebnem nivoju, zdaj govorimo o odrasli osebi, ne, razume, da je to dano in da bo tako vedno, ne, in da zato se pravi, da bo za to poskrbel nekdo drug, potem si tukaj pač na tankem ledu. Ne. Tako, ja. Kot družba, seveda. Seveda. Ja, sej varnost ljudje marsikdaj povezujejo tudi samo z vojno in z vojnimi stanji, je pa seveda temu lahko tudi drugače. Namreč to so pokazali tudi poplave leta 2023 in požari 2022, se pravi leto prej, ko je bila tudi nekako varnost ljudi seveda pod vprašanjem. Bile so katastrofalne poplave in seveda tudi požari. Kaj menite takrat o vojski? Vsekakor takoj je bilo stanje alarmantno, vojska se je tudi takoj odzvala. Je morda pa kaj takega, kar ste se tudi takrat naučili, da bi pa morda lahko naredili drugače? Zdaj se bom vrnil še najprej na prejšnjo misel, kaj je zaskrbljujoče. Ne? Verjetno smo vsi spremljali, nažalost, v medijih, kako je pred dobrim mesecem dni, mislim, da 40 ljudi umrlo v enem od zaprtih prostorov v tujini na enem od smučišč. Tako, res je. In zdaj, točno to je tisto, kar je zaskrbljujoče. Ne? Odziv tiste neke splošne populacije v tem prostoru. Ne? V nekem prostoru začne goreti strop. Ne? In zdaj, ker ljudje nimajo ponotranjenega, se pravi, sploh zavedanja, kaj to pomeni, pa kaj je prav in kaj je narobe v tistem danem trenutku, kako postopati, ne? Smo lahko nažalost preko medijev videli vsi, da je lepo število ljudi vzelo osebni telefon in slikalo in snemalo in to v živo
predvajali predvajano. dejansko. Na družbenih Dejansko omrežjih. smo izgubljali čas, zaradi tega in pa še verjetno nekaterih drugih stvari je nažalost 40 mladih tam umrlo. Ne. Se pravi, popolnoma napačna ocena situacija. Zdaj, to, kar ste pa vprašali kasneje, kar se tiče, če pogledamo zadnjih 10 let na našem prostoru, pridemo zelo hitro ugotovitve, da ali je eno leto ujma, ali je drugo leto požar, ne, ali tretje leto zmanjka vode in še bi lahko našteval. Ne. In zdaj vseh teh različnih situacijah je seveda izpadlo tako, da na neki točki se je vključila Slovenska vojska. Jaz trdim, da je to skozi zadnja leta pravilno. Zame osebno je pravilno takoj v prvem koraku. Ne? Zato, ker kakorkoli obrneš, vojska je vseeno neka organizacija, ki ima neke postulate, ki so malce drugačne, funkcioniramo na nekih drugačnih osnovah kot druge organizacije v družbi. Smo bistveno bolj, dajmo temu reči, robustni, naučeni delovanja v izrednih situacijah in pa navsezadnje imamo neko tendenco biti vzdržljiv skozi daljše časovno obdobje. Ne? Zdaj, ker ste prej sama omenila ujme, neke ocene, jaz mislim, da so to realne ocene, govorijo, ker je bil odziv tako hiter, zdaj pa ne samo Slovenske vojske, ampak tudi drugih. Treba biti pošten. Ker tudi v tujini ljudje, ki so to spremljali, so rekli, da je to neverjetno, da pri taki ujmi de facto ni bilo smrtnih žrtev. Zdaj, neke ocene so, da bi te smrtne žrtve, če bi bil odziv pa postopanje drugačno, slabše, prepozno, ali ga pa sploh ne bi bilo, hipotetično, da bi lahko govorili do 80 mrtvih ljudeh. Zdaj, takrat smo mi, za nas je to bil tudi nek test, mislim, da je bil to začetek avgusta. Zdaj, marsikdo iz Slovenske vojske, tudi jaz, pa nisem bil edini, smo takrat veselo dopustovali v 5 urah doma iz ne vem kje. Jaz iz Paga, marsikdo drug pa iz kjerkoli druge in smo v roku 24 ur je to bilo iz nič, smo se dejansko predstavili na prave lokacije, prevzeli povane kontrolo, prišli s tehniko, opremo in takoj ponudili vse, kaj smo pač lahko ponudili v danih razmerah. Ne? V ljudeh, tehniki, spostavili zvezo, se prebili do nekih lokacij, ker ni bilo možno priti. Helikopteri Slovenske vojske so tiste, mislim, da je to prvi dan letelo v pogojih, ki so bili verjetno preko meje, ampak takrat se je šlo v bistvu za reševanje življenj. Tako da odziv ljudi, ki so pa tam živeli, so pa bili solzami na očeh, se temu reče. Ne? Ker takrat, ko je hudo, tebi kot posamezniku, ko si podvržen kakršnikoli ujmi, ne? Ali te poplavi, ali kaj pogori, ali karkoli potrebuješ, takrat mora nekdo priti. Ne? Verjetno ste tudi sodelovali, oziroma je bilo sodelovanje s civilno zaščito. Ja, zdaj, jaz sem bil seveda v pozitivnem smislu presenečen, kako vse to, kar se tiče komuniciranja, pa nekega usklajevanja, ki je bilo seveda veliko na dnevni bazi. Jaz lahko potrdim iz prve roke, jaz sem bil takrat poveljnik prve brigade, odgovoren sem bil za ta Savinjski konec. Tam ni bila samo civilna zaščita, potem pomoč tujih oboroženih sil, gasilci, potem medicinska služba, civilna policija. V mojem primeru podpora ne samo županov, ampak tudi ravnateljice iz Nazarij. To je šlo z roko v roki. Stvari, ki mogoče, ko vse lepo, se malce težje uredijo. Tako. Tukaj je bilo pa vse, ker ko gre za res, in tam je šlo za res, potem ni bilo dejansko ovir nobenih. V krizi se sodeluje, se stopi skupaj in dejansko ravno to je potem tisto, kar pomaga ljudem, oziroma ker je bila reakcija takojšnja, ni prihajalo potem do kakršnih koli hujših žrtev, kot ste tudi prej omenili. Drži? Ja, vsekakor. Tudi iz teh naših domačih izkušenj se dejansko vidi, da varnost ni sploh ideološko vprašanje, ampak sploh, da družba nekako lahko normalno deluje. Ne? Je pa, kar se tiče tega, bi se mogoče zdaj morda malo navezala še tudi na vlaganje v obrambo, se pravi na
na to, da je bilo kar nekaj polemike tudi v Sloveniji, kar se tega tiče in dejansko vlaganje v obrambo ni metanje denarja stran, ne, je v bistvu sploh neka osnova, nek razlog sploh za obstoj družbe in tudi na koncu koncev države. Ja, zdaj, v vsaki družbi so mnenja, kar se tiče te vsebine, ki ste zdaj izpostavili z vprašanjem, so seveda različna. Zdaj, mi smo seveda demokratična družba, v demokratični družbi so mnenja konkretno, kar se tiče obrambe ali pa vojske, strukture vojske oziroma nabav za oborožene sile, so seveda mnenja različna. Ne? Zdaj, treba je biti pa pri tem, tako bomo rekli, koncizen. Ne? Konciznost pa govori, in sicer moje globoko prepričanje je, da še posebej za države, ki so majhne, tako kot je Republika Slovenija, ne? Kot članica Evropske unije, ena od manjših držav, in ko zdaj to kvantitativnost ali pa površino ozemlja poskušaš umestiti na piedestal varnosti, ne? Potem priješ po moji oceni do nekih odgovorov, ki so, kar se mene tiče, racionalni za razumeti. Ne? In sicer prva trditev je ta, da zavezništvo, v katerega smo mi pristopili 2004, zdaj pa govorimo v Severnoatlantsko zavezništvo NATO, ne, daje dodatno težo varnosti in pa blagostanja državljankam in pa državljanom. Ne. S trditvijo, da bi bilo možno varnost si zagotoviti lažje, ceneje, hitreje, bolje izven zavezništva, jaz seveda vanjo ne verjamem. Ne. Kot del zavezništva, ena od članic, je pa seveda je pa naslednji korak treba razumeti, to pa je enakomerna in pa pravična delitev bremen. Tako. In ta enakomernost in pa pravičnost je pa seveda se na koncu ne samo za nas, ampak za vse države v zavezništvu pritiče skozi izpolnjevanje nekih ciljev zmogljivosti. Ne? In zdaj zopet tukaj gremo lahko naprej in se vprašamo, kaj pa je recimo največji dobrobit starih članic v zavezništvu. Ne? Zdaj, največji dobrobit je, da lahko rečejo države, ne, tiste, ki so bile članice zavezništva ob njenem nastanku, ne, da v tem obdobju pa do danes, to je 77 let, so te države živele v miru. Ne. Zdaj, če gremo pogledati iz leta 2026, pa gremo pogledati, odpremo zadnjih 500 let na tem istem prostoru, ne, in gremo gledati obdobje najdaljšega miru, potem smo v rahli zadregi. Katero obdobje še lahko sploh konkurira miru, varnosti, blagostanju, razvoju. Ne? Zato, ker v osnovi osnovna percepcija razvoja družbe na samem začetku temelji na varnosti. Tako, ja. Če ni varnega okolja, potem v tem okolju ti ne moreš imeti stabilnih pogojev za razvoj družbe in znotraj te družbe vsakega posameznika v njem. To z drugimi besedami pomeni, da vsak posameznik ne more razviti optimalnih potencialov. Ne? In potem tretji korak, ne, se pravi varnost prvi korak, potem stabilnost družbe, stabilnost kot taka drugi korak in pa potem tretji korak je pa tako imenovana prosperity oziroma blagostanje. In zdaj korelacija teh treh terminov je medsebojno povezana. Ne? Lahko jo povemo, lahko jo damo kot primerjavo, samo kot primerjavo, ne, da bomo bolj razumeli, ker smo slovenski vojaki tudi tam bili. Pozajmo na primer Slovenijo zadnjih 30 let, pozajmo za primer Afganistana zadnjih 30 let. Ne. In zdaj vprašanje je zelo enostavno. Ne. Kater mlad človek je imel boljše pogoje, da razvije svoj lastni potencial? Nekdo, ki je živel v tem prostoru pod karavankami, ali nekdo, ki je živel pod Hindukušem? Ja, seveda prvi. Zato, ker je imel boljše pogoje, zato, ker je živel v miru, zato, ker je mlad človek živi v neki družbi, kjer je postavljen nek izobraževalni sistem, ki spodbuja razvoj njegovih osebnih potencialov. Ne? In v 20 letih, ko ta človek postane, ko postane odgovoren sam zase, ima neko možnost, da bo uspel in si vzpostavil neke minimalne pogoje, da bo preživel sebe in potem kasneje pridemo do družine. In enako
Če se vprašamo danes, ko pogledamo na karto sveta in začnemo gledati na prazen list papirja, napišemo države, kjer je dejansko problem, Tako. ne, države, ki ne funkcionirajo, ne, potem pridemo do zelo jasnega odgovora in pa vzorca, ne, kaj so tisti pogoji, ki vzpodbujajo, da država ne napreduje ali pa da je na robu oboroženega spopada ali pa da se v njej dogajajo oborožen spopad, konflikti takšni in drugačni. Ne. To je točno ta pot. Ne. Pot pogojev izobraževanja, pot pogojev razvoja, pot pogojev možnosti dobiti službo, se zaposliti, imeti neke minimalne pogoje, da boš preživel lastno družino. Ne. Družba, ki tega nima, bi v neki drugi terminologiji pa potem so označene kot neuspešne države, da bom mil termin uporabil. Ja. In zdaj kje je vloga nas v ožjem smislu Slovenske vojske, se pravi tisto, kar dobimo, skozi vire to tudi izgradimo. Ne? Ja. In smo robustni in odzivni. Ne samo za potrebe znotraj zavezništva, ampak tudi za nacionalne potrebe. Ne? Ja, za naše lastne potrebe, seveda. Kaj pa je, recimo, po vašem mnenju glavna lekcija rusko-ukrajinske vojne, recimo za majhne države, kot je Slovenija? Verjetno ni edina lekcija samo za nas, Je še za koga drugega, ampak lahko gremo to povedati, lahko to povem malce širše. Ne? Moja ocena je, da v prelomu tisočletja je verjetno se v zelo malo državah verjelo, da je še sploh možno kaj takega, kot je bilo recimo primer obdobje hladne vojne. Ne, to je prvo. Ja. In drugo, ta neka splošna, da so ljudje verjeli, da je kakršenkoli resen kinetično delovanje kogarkoli kot subjekta zoper drugega možno, takrat je bilo na zelo nizkem nivoju. Ne. Sej temu primerno se je zgodil v zadnjih 30 letih tudi nek proces po vseh državah. Ne. Ja. Samo če pogledamo uradne podatke številčnosti oboroženih sil, teže v narekovajih oboroženih sil po Evropi, ne. Tonaže železa in tako naprej. To je sledil en drastičen padec po padcu Berlinskega zidu. Zdaj v zadnjem desetletju se je pa to zavedanje pač spremenilo. Ne samo pri nas, ampak tudi marsikje drugje po evropskih državah. In države danes na to pač odreagirajo. Ne. Ja, so odreagirane z povečanjem investicij, pravijo tako nekako, to je nek star rek, ki govori, ne, da ko gre karkoli narobe, ni vojska tista, ki na koncu uspe, ampak vojaška industrija. Ne. Se pravi, mnogo zgodbe iz preštevilnih, tudi zgodba druge svetovne vojne je identična. Tako da vse države v Evropi so danes na tej poti, ne, resnih investicij. Zagotovo resne investicije. Kaj pa mislite, tudi v javnosti zadnje čase se je pojavljalo tudi vprašanje, če so te klasične kopenske zmogljivosti, recimo po teh izkušnjah tudi v vojne v Ukrajini, so še smiselne oziroma koliko so smiselne, glede na to, da imamo... Zdaj, jaz tukaj ne bom imenoval držav, ker se to pač ne počne, ne, ampak druge vojske vidijo tudi način bojevanja, ki se danes izvaja v Ukrajini, ne priznavajo, da je to revolucija bojevanja, ne, ampak da je pač evolucija, pač eden od korakov, neka nova prosojnica načina bojevanja, ki se daje na prejšnje oblike bojevanja. Ne. Se pravi, ena od stvari, ki jih nikoli ne moreš v življenju ustaviti in se tudi v tem primeru ne bo ustavila, ne, je pač tehnološki napredek. Tako. To je nemogoče ustaviti. Ta tehnološki napredek se je 40, 50 in pa več let nazaj je patronat nad njim v vseh družbah pač imela vojska. Danes je to obrnjeno na glavo, ampak privat, civilna industrija je pač hitrejša, močnejša in tako naprej. Ne. Če me pa sprašujete, način bojevanja, ki se izvaja zdaj že nažalost več let na frontni črti v Ukrajini, če je to akcija, že poteka odziv, to je pa reakcija v tehnološkem smislu. Ne. Tehnika se bo na to prilagodila in zdaj zauzeti stališče,
zauzeti stališče, da tank kot bojno sredstvo jutri več ne pride v upoštev, je pač iluzorno. To pač ni res. Tako, to ne bo zdržala. Ne. Nobena od bistveno večjih držav, kot smo mi, pa bistveno večjih vojska, ne bo popolnoma na stran ali pa v staro želeže zmetala svoje tanke. Nobena. Tako. So pa seveda tudi druge grožnje, potem hibridne, kibernetske in tako naprej. Ja, hibridne grožnje so pa tiste, ki nas v bistvu obkrožajo vsakodnevno. Vsak dan. Ne? To je ta ena od večjih razlik danes ali pa recimo 20, 30 let, 30 let nazaj. Ne? Se pravi, ta prak pod nivojem vojne. Ne? Se pravi, neki ukrepi, ki niso niti kinetični, so neka mešanica nekih kinetičnih, nekinetičnih ukrepov. Se samo, če pogledamo, odpremo javno časopise, gremo iskat za zadnjih 6 mesecev nazaj po Evropi, kaj se je dogajalo, in bomo našteli ogromno primerov. Ne. Ja, tudi v Sloveniji zagotovo. Ja. jih tudi poznamo. Zdaj, prej ste že tudi omenili, se pravi zavezništvo, se pravi Slovenija gradi varnost nekako tudi v okviru seveda tega zavezništva, ampak kot vemo, pač NATO ni samo neka varnostna polica, ampak je sistem pravil in tudi seveda nekih obveznosti, ki jih imamo mi kot država. Kako vi recimo kot načelnik tudi vidite neko kolektivno obrambo v praksi? Kaj to nekako pomeni za Slovensko vojsko? To pomeni za Slovensko vojsko popolnoma enako, kot pomeni za ostale države zaveznice. Ne? V zavezništvu smo vse države v narekovajih zmerjene skozi kvalitativne pa kvantitativne dejavnike, ne? In vsaka država, vsaka članica zavezništva pridoda v ta celoten nabor zmogljivosti en del. Nekatere države recimo zelo veliko svoje mornarice, nekatere države letalstvo in tako naprej. Ne. Mi imamo že leta in leta več ciljev zmogljivosti, največkrat v medijih tudi omenjena sta dve bojni skupini oziroma bataljonska bojna skupina in pa izvidniški bataljon, in podobno, enako, sorazmerno v usklajevanju med zavezništvom in pa vsako državo posebej, je to enako tudi za vse druge države. Ne? In namera je, da vsaka država prispeva v ta nabor sil to, kar ima dodeljeno. Ker to dela zavezništvo odvračalno, zmogljivo navzven. Ne? Najboljša zmaga je, se pravi, zmagaš takrat, ko sploh ne pride do izstreljenega prvega naboja. Ne? To je ta metodologija in pa ideja odvračanja. Ne? Da si ti robusten, to pomeni, da si ti navzven kažeš držo, da si pripravljen, v materialnem smislu, v smislu moštva, v smislu izurjenosti, usposobljenosti in tako naprej. Ne? In zdaj seveda jaz želim tako zavezništvu kot seveda nam, ki smo del njega, da bojo naslednje generacije govorile čez 30 let, zdaj pa ni več 77 let zavezništva, ampak 107 let, ko je na našem območju, kjer pač mi živimo, ne, znotraj zavezništva, pač mir. Je pa res, da je to ena od najbolj uspešnih zavezništev v zgodovini. Ne. No, vse zadnje nas je v njej, mislim, da okrog 982 milijonov ljudi. Ne. Ja, z enormnim GDP-jem v svetovnem merilu. Tako da. Kaj pa, ko se začnejo recimo zaveznice med sabo napadati, ta primer, ko je zdaj bil ZDA za Grenlandijo, ko je nekako predsednik kar začel groziti z tem, da bi prevzel, čeprav imajo tam, bom rekla, svoje vojaške enote, je to lahko tudi navaden precedens, se pravi, tudi za naprej. No, zdaj, tle vas moram takoj popraviti. Nihče se ni napadal. No, ni se napadal, ja, drži. Grozil je. Jaz bi lahko zdaj to pokomentiral, v bistvu medijski prostor, ampak bom poskušal povedati. Ja, v medijskem prostoru se je precej o tem govorilo. Bom poskušal povedati drugače. Ne. Jaz sem v prejšnjem tednu bil na zasedanju načelnikov generalštabov vseh članic zavezništva. Izjava je v bistvu zelo preprosta. Ne? Zavezništvo je trdno.
Zavezništvo je trdno. Ne? In jaz verjamem, da bo to ni edini tak primer v 77 letih, ko je mogoče, ne bom rekel, da je morje razburkano, ker ni, ne? Ampak ker smo mi kot bralci, mi vsi skupaj brali, kar smo pač brali v medijih. Zavezništvo v preteklosti v zadnjih 77 letih imelo več podobnih, malce drugačnih primerov. Vse je izpeljalo. Ne? Še vedno obstaja. In sem globoko prepričan, da se bo to, če konkretno, ker ste me vprašali glede Grenlandije, jaz verjamem, da se bo to popolnoma uspešno in da bo to zginilo iz vseh dialogov v medijskem prostoru, se bo to rešilo znotraj zavezništva. Slovenija tudi sedaj, oziroma poslala na Grenlandijo, se pravi 2 pripadnika. Sklep vlade je bil pač jasen. Napotena sta bila 2 pripadnika, opravila bo to svojo nalogo, za kar sta bila poslana gor, prinesla domovino, konkretno k nam v hišo določene podatke. Mi bomo napisali neko poročilo o tem, predlagali, kako naprej. Tako da nič kaj posebnega. Sedaj, to so zdaj najprej se začne s to začetno konferenco, kjer se v bistvu sploh nekako predstavi, kaj se pričakuje. Vedno je tako. Zdaj Grenlandija kot taka se je že v preteklosti v zavezništvu omenjala, konkretno pred 15 leti. Ne? Ta arktični del, da bo postal pač pomemben, neko zanimivo geografsko območje, interesno območje znotraj zavezništva. In jaz mislim, da bomo znotraj zavezništva to območje obvladovali tako kot v preteklosti neka druga območja. Tako, vsekakor. Kaj pa bi rekla, morda imate še kaj zapovedati glede modernizacije v vojski, se pravi, prej sva se že sicer dotaknila, se pravi vlaganj. Kaj je tisto, kar je prva zadeva, na katero pomislite, da bi bilo mogoče potrebno modernizirati? Vlaganje v obrambo, vlaganje v zmogljivosti. Lahko ga poimenujemo kot proces, tehnični pa tehnološki proces, se pravi modernizacije. Naslavlja to, kar je Slovenska vojska pač imela manko debelo desetletje. Ne? Zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Slovenska vojska je v nekem obdobju finančne krize dejansko bila institucija, ki je imela vire toliko, da se je preživelo. Pa se bom tle ustavil. Kar pomeni, da smo 10, pa mogoče še malce več let delali na tehniki, ki smo jo imeli. Delamo tudi na tehniki, ki jo imamo danes, in seveda tudi 2030 bomo delali na tehniki, ki bo pač takrat. Res je, da nam ni do zdaj uspelo izpolniti ciljev zmogljivosti, teh največjih, zaradi razlogov, ki so pač znani. Je pa res, da tukaj se seveda prepogosto omenja, dajva reči, izključno in samo železje. Je še marsikaj več. Tako da v minulem obdobju smo naslovili uspešno drastično izboljšali neke pogoje, zdaj govorim lahko o nekih vadbiščih, streliščih, ker naša pisarna je pač naša pisarna pač ni stol in miza, ampak so pogoji dela v terenskih pogojih. Če prijete danes v ljubljansko vojašnico, pa vprašate nekega povprečnega mladega vojaka, ki je vojak 1 leto, kako se mu zdi te pogoji bivanja, njemu to ne bo nič ne vsakdanje, zato ker je on vstopil v tako organizacijo, v tako enoto, tako vojašnice. Če boste vprašali iz iste vojašnice nekoga, ki je v Slovenski vojski 25 let, bo on rekel, da je to pa za njega hotel 10 zvezdic. Mi kar pospešeno uvajamo neke sodobne sisteme, simulacijske centre, sisteme za poveljevanje in kontrolo in še marsikaj drugega. Res je, da je to nek proces. Danes v Evropi oziroma v zavezništvu kupujejo vsi
Ne? Tako. To ni Ja. tako kot moja potreba danes popoldne v trgovini. Ne, grem in vzamem iz police, to zahteva nek čas. Ampak v vmesnem obdobju pa resno naslavljamo tudi razvoj ljudi. Ne. Ljudje so tisti, ki so pa seveda hrbtenica. Si v tem času pridobiti in dovolj veliko količino ljudi, zdaj pa ne govorim samo o vojakih, govorim tudi o podčasnikih, pa tudi o vojaških uslužbencih, kot seveda tudi o častniškem kadru, ki je pa jedro vsega. Ne. Tako da bi bomo nadaljevali z razvojem na vseh nivojih in pošiljamo svoje ljudi v res prave dobra šolanja in tečaje, ker vsega ne moremo doma narediti, ker smo pač enostavno premehni. Tukaj dobivamo pomoč od številnih drugih držav, drugih članic. In ja, potem je pa končna zgodba. Ne? Do končne zgodbe pa pride takrat, ko ti domov dobiš prav paket tehnike in potem seveda predhodno pripraviš pravo število ljudi, ki so pripravljeni na sprejem tehnike in potem greš skozi ta cikl. Mi v vojski temu pravimo nek proces doseganja od začetnih pa do končnih operativnih zmogljivosti. Ni to lahko, se to da, to smo v preteklosti že zgodili, smo že to delali, smo že znali narediti, tudi znotraj zavezništva dobili pozitivne ocene. Tako da, ja, dela ne bo zmanjkalo. To zagotovo, da ne. Ladja Triglav je sedaj tudi v Sloveniji. Ja, ladja Triglav je recimo en takšen primer, ki je v zadnjih 3 letih pa pol, 4 letih doživela, zdaj bomo rekli, nek epilog. Danes imamo v narekovajih sparkirano doma, ne, na lastnem vojaškem pomolu. Ja. Tega pred 10 leti ni bilo. Ne. Jaz sem šel fizično na primo predaje, bomo tako rekli, v Šibenik, v ladjedelnico. Tako da sodobni, sofisticirani sistemi so na njej. Za tip ladje, ki je bo suverena za opravljanje dela. Tako da oni bodo zdaj, se pravi 430. mornariški divizion, bo v letošnjem letu nek vzorčen primer, kaj pa potem, ko sredstvo pride. Ne? Oni bo v letošnjem letu šli po neki poti doseganja teh operativnih zmogljivosti. Jaz vem, da bodo oni to dosegli ob koncu leta in potem bo država povedala, kaj bo posadka nudila in pa ladja v letu 2027, ali znotraj zavezništva NATO ali znotraj EU, kakorkoli. Ne? In verjamem, da ne bodo zasidrni doma. Ne, to zagotovo, da ne. Kaj bi pa recimo rekli našim poslušalkam, poslušalcem, gledalkam in gledalcem, kaj bi želeli recimo, da danes javnost najbolj razume glede Slovenske vojske? Ja, to, da smo v uniformi, ki jo nosimo, povprečni državljani. Mi smo nekako odsev družbe. Tako. Ne? To, da dejansko res negujemo nek občutek odgovornosti. Ne? Mi vedno v Slovenski vojski rečemo, da, in to dobesedno mislimo tako ponotranjeno, ne? Služimo domovini v ožjem in v širšem smislu. Ne? Nekdo je nekoč rekel pred 10 leti, ko je bil vprašan, ja pa zakaj pa vi odhajate na vse te mednarodne operacije in misije tam daleč stran. Ne? Nekdo je bil povprašan in odgovor je bil preprost in pač drži. Ne? Dokler je to tam daleč nekje stran, potem je to v redu. Zato, ker to pomeni, da je tukaj blizu pri nas lepo in mirno. Ne? Tudi naš občutek, ko smo se vračali iz ne najbolj prijetnih krajev po svetu domov, ne? Ja, kakorkoli obrnemo, ne? Neka kvaliteta življenja, ki se tukaj živi, visoka, je visoka. Ne? In pa ja, to, kar se od nas pričakuje, verjamem, da bomo seveda zmogli tudi v prihodnje. Ta odzivnost, za karkoli bo potrebno pomagati. Seveda po nekem protokolu, ne? Tako kot se v resnih državah to izvede. In pa mogoče to sporočilo, ne? Da je varnost ni termin, ki bi sodil tam nekam na okensko polico, za katerega potem damo zaveso in je to tam prikrito in zakrito in mi rajamo in se imamo in živimo naprej. Ne? Ampak je del vsakdanjika, je del realnosti. Ne? Jaz sem seveda prvi, ki bi podpisal papir, na katerem bi pisalo, ne? Od danes pa na veke vekomaj se temu reče, bo večen mir, ne samo na tem prostoru, kjer mi živimo, ampak vsem po svetu. Ampak nažalost
Temu ni tako. realnost življenja pa nas prepričuje, da temu pač ni tako. Nažalost. Ampak v Sloveniji nekako vseeno se mi zdi, občutimo, da smo varni. Ja, zdaj, če bi šli verjetno vprašati poprečnega državljana, pa če bi šli kar takole mogoče malo gor po vertikali proti severu, ne, pa bi prečili malce Avstrijo, pa mogoče malo še Švico skočili, pa pol čez neko jedrno Nemčijo, bomo rekli, ne, bi verjetno dobili podobne odgovore. Ne. Podobne odgovore. Ne bom rekel enake, verjetno pa podobne. Zdaj, če bi šli to isto vprašati, kako se počutite, pa bi šli še malo bolj levo na zahod, ne, pa bi šli mogoče malo potegnili od Barcelone na sever gor, pa skozi zahodno mejo Francije, bi verjetno dobili še verjetno malo drugačne odgovore. Ampak te odgovori bi bili pa definitivno drugačni na vzhodni meji zavezništva. Ne. Na vzhodni meji zavezništva, ker pač ljudje so blizu te vojne, ki poteka na tleh Ukrajine, pa seveda to dojemajo, ne bom rekel, da bolj resno kot mi, ne, ampak ljudje se v svojem vsakdanjiku te neke grožnje, ki je tam blizu, ne, realno ocenjujejo, realno zavedajo. Ne. Pred nekaj dnevi smo prebrali, v vseh medijih je bilo, kakšna je bila izjava na Norveškem, ne, pred parimi meseci na Švedskem, ne, in tako naprej. Tako da ja, neka splošno dojemanje varnosti je pa pri nam v Sloveniji, jaz mislim, da je kar realno. Kar pomeni, da že to, da se midva danes pogovarjava in da naslavljava to temo o varnosti, ne, jaz se ne spomnim, kdaj nazadnje je to bilo, ne vem, pred 10, 15 ali pa 20 leti, ne. V toliki meri. Tako, ja, to drži. Kaj pa bi rekli sedaj kot načelnik, kje vidite vaš največji izziv? Izzivov je seveda več. Ja, vsekakor, teh ne zmanjka, to bi rekla. Jaz si seveda želim, da bi ohranili še naprej zaupanje lastnih ljudi. To se mi zdi zelo pomembno. Takoj na drugem mestu je seveda si želim kot načelnik generalštaba, to si vsi želimo, vseh članic, ne, da bomo seveda v zavezništvu kredibilen partner. Potem, če gremo pa mogoče malo ožje pogledati, pa glede času, v katerem se nahajamo, pa moje dojemanje vojaškega procesa, bomo tako rekli, v naši slovenski vojski, si pa seveda želim še naprej pomlajevanja strukture, ne, imeti na razpolago dovolj število ljudi, glede na proces modernizacije, ki že teče, ne. Da se bo to ob pravem času na pravem mestu uparilo. Se pravi, in vsa tehnika, ki bo skozi leta prehajala z enotami, kamor bo to dodeljeno, z ljudmi, ki bodo tam to počakali, da bo to zgradili in bomo potem rekli, da imamo neke boljše vojaške zmogljivosti kot 5, 10, 15 let nazaj, če želite. Najlepša hvala za vaš obisk, načelnik. Želim vam ogromno uspehov naprej in čim manj težav oziroma čim več varnosti tudi na vaši poti, poklicni, karierni in tudi seveda osebni. Prav, hvala za povabilo. Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in ne pozabite, bodite vedoželjni in ostanite informirani. Do naslednjič.